Od 23. do 28. avgusta se je v poljskem mestu Lublin odvijalo 4. svetovno prvenstvo gluhih v atletiki. Slovenske barve so zastopali 3 gluhi tekmovalci: Tadej Enci, Iris Breganski in Leja Glojnarič. Vodja odprave Robert Žlajpah je povedal, da so na svetovno prvenstvo odšli s ciljem, da dosežejo svoje najboljše rezultate. Tadej Enci je v kvalifikacijskem delu teka na 400 metrov v svoji skupini zmagal s časom 50,59 in se uvrstil v finale. V finalu je na cilj pritekel 5. s časom 50,14. Zmagal je Turek Yasin Suzen s časom 47,66. Iris Breganski je prvi in drugi dan tekmovala v sedmeroboju in se v skupnem seštevku uvrstila na 6. mesto. V skoku v višino je 156 centimetri zasedla 5. mesto, v skoku v daljino pa s 4,65 metra 9. mesto. Leja Glojnarič, ki je prvič tekmovala med gluhimi, je uspešno debitirala v metu kopja in s 35,39 metri osvojila 5. mesto. Robert Žlajpah je bil z rezultati zadovoljen. Dosegli so zelo dobre rezultate glede na to, da je konkurenca kljub odpovedim nekaterih držav zaradi koronskih ukrepov še vedno močna. Vremenski pogoji so bili kar težki, saj so tekmovali v dežju in mrazu. Žal so se slabe vremenske napovedi uresničile. Naši tekmovalci so res imeli smolo, še posebej Iris in Tadej. Tekmovala sta na mokrih stezah in pri nizkih temperaturah z močnim vetrom pri zgolj 12 stopinj Celzija. Leja si je nabrala izkušnje za nastope med gluhimi na naslednjih mednarodnih tekmovanjih. Dosegla je svoj cilj. Naši atleti so bili zelo pripravljeni in so upravičili svoje rezultate na svetovnem prvenstvu gluhih v atletiki. Kot vodja odprave sem zelo zadovoljen z doseženimi rezultati in pozitivnim vzdušjem, ki je vladalo v našem taboru. Na tehničnem sestanku vodij atletov so neuradno napovedali naslednje svetovno prvenstvo, ki bo leta 2024 v Tajpeju, ki pa ga morajo potrditi še na kongresu ICSD.